Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Bog, ki je luč in ljubezen, je z učlovečenjem svojega Sina pregnal temo sveta in z njegovim rojstvom razsvetlil to sveto noč. Naj prežene od vas temo griha in prežari vaša srca z lučjo svoje milosti. Ob njegovem rojstvu, začetku našega zveličanja, je poslal angela, da je pastirjem oznanil veliko veselje. Naj tudi vaša duša napolni svojim veseljem in vas naredi za glasnike Evangelija. Svojim Sinu Jezusu Kristusu je združil zemljo z nebesi. Naj vas napolni s mirom in ljubeznijo, da boste v nebesih vsi pridruženi občestvu svetih. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru. Sem želel podarjam, da se pri Bogu nič ne zgodi slučajno. Tudi to, da se je Kristus rodil, oziroma praznujemo njegovo rojstvo sredi noči, je v Božjem načrtu. In sicer praznujemo sredi noči, to je polnoči, in pa tudi v času, ko so dnevi najkrajši, oziroma so se začeli daljšati. Da to je vse v Božjem načrtu in nam zato hoče Bog s tem nekaj povedati. Jezus sam se predstavi kot luč, ki je prišla na svet, sam spregovori o sebi tudi, da je življenje, da je pot in resnica. In zato vabilo na vsem, ki so prišli po nočnici, po sredi noči v cerkev, da bi odprli svoje srce Bogu, da bi skupaj s svetim Frančiškom molili: razsvetlite mine mojega srca. In sicer vstopi dobri Bog v temine moje vere, kjer se še morda nahaja dvom, razni predsodki ali karkoli drugega. Razsvetli, da bo ta moja vera, tvoj odnos s teboj bolj pristen, bolj globok, bolj prijateljski, da bo moja vera veliko bolj takšna, da bom z njej lahko zajemal in z njej tudi živel. Potem razsvetli temine mojega srca, mojih odnosov do bližnjih. Razsvetli vse moje užaljenosti, zamere, vse, kar je težkega v odnosu do drugih. Lahko moje predsodke, lahko tudi moje rane, ki jih nosim s sabo. Zato, da bi lahko osvobojen živel v odnosu z drugimi in tako tudi naše družine bo življenje lepše. Se bomo lažje sprejemali, se veseli drug drugega. In nazadnje razsvetli tudi temine v naši družbi, posebej temine ideologij, ki nas hoče danes vladati in so naperjene proti življenju, proti človeku. Tudi
temine naše ekonomije, ki hoče človeka izkoriščati, ki hoče narediti človeka za svoje sredstvo. Gospod stopi vse te naše temine in jih razsvetljuj, jih naredi bolj človeku prijazne. Hkrati pa, ker vemo, da sam nočeš vsega narediti sam, da prosimo tudi nas usposabljaj, da bomo orodje v tvojih rokah. Navdihuj nas in nam daj moči, da bomo naredili to, kar moramo sami narediti. Amen.